Danes, po 30 letih, je treba govoriti o dogodkih, ki smo jih doživljali v zvezi osvoboditvijo ali ob osvoboditvi sami, tako, da upoštevamo primerno oddaljenost teh dogodkov. To pomeni, da nima smisla govoriti o vsaki malenkosti, ki je morda za mene osebno značilna, temveč, da je pravilno, če govorimo o stvareh, ki so bolj splošno pomembno in ki imajo objektivni značaj in ki so obenem takšni, da lahko govorimo o njihovi človeški pretresljivosti. In seveda, kolikor se je to zgodilo, kolikor so tudi mene osebno v tem času dejansko človeško pretresli. Mislim, da je prav, če me sprašujete o moji poti v Jajce, na drugo zasedene Jajce, ki sem ga napravil skupaj, deloma saj skupaj z vašimi delegati iz Hrvatske, ki so tedaj pokazali veliko gostoljubje in ki so nam bili v resnici dobri tovariši. V teh trenutkih, ko smo šli na to pot in ko smo šli po tej poti, se je zgodilo dosti tega, o čemer je vredno govoriti. Jaz mislim, da je pomembno, da govorimo o stvareh, ki so lahko tudi danes aktualna tema. Sem spada to, da se vračam na temo junaštva, vsakokrat, kadar razmišljam ali kadar govorim o svoji poti in o svojem doživljanju v zvezi z drugim zasedanjem Avnoja. O junaštvu. Pomembno je govoriti o junaštvu, ki temelji na brezmejnem tveganju. Tveganju, ki se ni zaustavilo niti pred družino, niti pred prijatelji, niti pred zdravjem, pred življenjem. To junaštvo in to tveganje je na vsak način vredno, da se ga spominjamo, in sicer zaradi tega, ker je ravno, kar zadeva Slovence, to junaštvo bilo tisto, ki je Slovence preobrazilo. To junaštvo je bilo tisto, ki je pokazalo, da je pravilna tista misel, ki jo je Osvobodilna fronta od vsega začetka zastopala, ki tedaj je Osvobodilna fronta upravičeno nastopala proti poniglavem čakanju na ugoden trenutek, proti izbegavanju, to, kar so rekli tedaj, nepotrebnih žrtev. Osvobodilna fronta je tedaj stala upravičeno na stališču po takojšnjem in po celovitem odporu. In to junaštvo, ki temelji na tem brezmejnem tveganju, ko smo se uprli majhna zemlja sredi pojarmljene Evrope, takoj, ko je bilo to sploh človeško mogoče, to junaštvo je preoblikovalo Slovenijo in to junaštvo je omogočilo, da smo danes prišli do tega, da lahko govorimo o svobodni Sloveniji z novim rodom in z novo strukturo in z novo izoblikovanim slovenskim karakterjem. Zato sem zato, da govorimo o teh junaštvih. Vendar mislim, da ne smemo nikdar pozabiti na drugo vrsto, na drugo stran junaštva. Na junaštvo,
ki je izviralo in ki izvira iz trpljenja. Na fizično in na psihično, duševno junaštvo. Mislim tu na junaštvo, ki so ga doživljali zaporniki, na junaštvo, ki so ga doživljali razni interniranci, deportiranci, talci, vsi, pri katerih je junaštvo bilo zvezano z njihovim brezmejnim trpljenjem. V tej zvezi se mi zdi, da sem marsikaj doživel na svoji poti v Avnoj, predvsem skupaj z vašimi delegati. Tedaj smo recimo prišli v Livno nekega dne, nekega deževnega, zelo neprimernega dne za našo pot in tedaj smo srečali četo partizanov, ki je s pesmijo na ustih šla skozi Livno in ki je bila, da se milo izrazim, zelo skromno oblečena, gotovo neprimerno za tisti čas in ki je imela noge obute v žakljovino. To je bilo prvo srečanje z partizani v Livnu. In to je za mene bilo obenem izraz junaštva, ki je preziralo trpljenje, ki so ga ljudje tedaj doživljali. Podobno doživetje me spremlja ves čas po tej poti, ko sem se srečal globoko v gozdu, nekje iz Alapca, z raznimi begunci, ki so zato, da so si rešili svoje golo življenje, morali zapustiti domove in bežati po blatu, v globoko gozd, tako da so si rešili pred strašnim sovražnikom svoje golo življenje. Globoko v gozdu smo jih srečali po noči, v nemogočih razmerah in tedaj so ti ljudje bili tisti, ki so sicer silno veliko trpeli, ki pa zato niso posebej tožili. Tretje, da samo omenim nekaj primerov. Tretji primer duševnega junaštva, torej junaštva, ki je raslo iz duševnega trpljenja, je primer dr. Ivana Ribara. V zvezi z njim sem doživel dogodek, ki ga ne bom nikdar pozabil. Dr. Ivan Ribar je ob zasedanju drugem zasedanju Avnoja zvedel za smrt drugega svojega sina in za smrt prvega svojega sina Jurice. To je bil gotovo strašen udarec, vendar dr. Ivan Ribar je drugemu svojemu sinu Loli, ki je padel par dni predtem v Livnu, govoril nagrobni govor ob pogrebu. Ta nagrobni govor je bil osebna, ganljiva izpoved očeta sinu. Sinu junaku. Potem, ko je to opravil, je šel nadaljevati svoje delo in izpolnjevati svoje dolžnosti naprej v dvorano Avnoja. Mislim, da je to junaštvo, ki je vredno spoštovanja, junaštvo, ki ne sme biti pozabljeno. In mislim, da je to tisto junaštvo, ki je sicer redko, ki pa morda ne pride tako do izraza, kot pride do izraza junaštvo, ki temelji na tveganju.
to človeško visoko vredno dejanje doktorja Rivarja je treba vedno poudariti. Ne bi bilo prav, če bi se pri obujanju svojih spominov zastavil samo pri tem, kar sem že povedal. Mislim, da je bilo nekaj človeško visoko vrednih doživljajev tudi sicer. Samo zbiranje delegatov je bilo zanimivo, ker je pričalo o velikem zaupanju o pravilnost borbe, osvobodilne borbe. Saj so tedaj prihajali ljudje iz vseh krajev Jugoslavije, iz osvobojenih, iz deloma osvobojenih in iz neosvobojenih, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Slovenije, od povsod so ljudje prihajali, tako da je bilo delegatov v teh težkih razmerah. Lahko rečemo toliko, da smo jih lahko šteli za polno število. Mislim, da je v resnici izraz velikega zaupanja to dejstvo, zaupanja v pravilnost osvobodilne poti. Na drugi strani se je tedaj rojevalo veliko tovarištvo, na katerega tudi ne bi smeli pozabiti. In tedaj smo doživljali še tudi realizacijo, prvo realizacijo morda načela bratstva enotnosti. Načelo bratstva enotnosti, ki v stari Jugoslaviji pred nami ni bilo mogoče, in ki ni bilo mogoče tudi ne po ideologiji naših nasprotnikov, ki so velikokrat, to sem tudi sam doživel, tedaj zagovarjali uničenje, bodisi Srbov, bodisi Hrvatov, uničenje svojega nasprotnika, ki so tedaj storili vse, da so do najhujšega zla maltretirali svojega nasprotnika. In to v cerkvah, tudi pri uničenju vsega imetja, pri uničenju vasi, pri požiganju vsega, na kar so naleteli. Tedaj je bilo pomembno prvič doživeti nasprotno geslo bratstva in enotnosti. In to geslo je pri meni vedno prisotno. In tretja stvar, ki sem ga tudi tedaj doživljal, je bilo veliko, in kar sem že dejansko omenil, je bilo veliko tovarištvo, ki nas je tedaj družilo vse narode in vse sloje. Tako preprostega človeka, delavca, kmeta, intelektualca, sploh ljudi vseh plasti. To tovarištvo ni bilo samo geslo. To tovarištvo smo doživljali na dejanjih. In tudi to je bilo izredno pomembno.